Na začetku sem slikal v naravi par let. In v prvo, ko sem prinesel nekaj časa, se mi slika še nekako zdela barvno nekako dorečena, ampak spomin, ki je ostal od tega slikanja, je drug dan nekako me opozoril, da ni tistih barv gor, kot so bile pričakovane, ker barve zmeraj dajo eno zelo pomembno dimenzijo, ali je celo vse odvisno od barve. In te barve je treba nekako predelati v sebi, da bi samo te barve kopiral v naravi, ne ostane skoraj nič od tistega čutenja, kot ga je narava dajala. In zato je bilo treba začeti počasi spreminjati. Pa sem šel drug dan na isto mesto, pa je bilo barvno malo zahtevnejše kot prejšnji dan, ali pa močnejša svetloba. In to je zelo, bi rekel, velik primanjkljaj, če tiste barve ne govorijo v prid sliki in tudi niso nekako pripovedne, nimajo moči, da bi sodelovale z risbo, oziroma za mene so postale preveč pastelne in premalo so govorile o tistem, ki sem čutil, ko sem delal. Tokratna razstava, ki je nastala v sodelovanju z Gorenjskim muzejem, pa v galeriji Prešernovih nagrajencev v Pavšljarjevi hiši predstavlja 51 njegovih slik. Predvsem akrilov na platnu, nekaj pa tudi olj na platnu. Razstava je nastala ob slikarjevi 80-letnici in zajema njegovo obdobje od leta 1965 do 2018. Njegova dela se lahko gledamo v vseh 3 etažah Pavšljarjeve hiše in v galeriji Prešernove hiše. Opus Franca Novinca je zelo obsežen. V njegovih podplasteh je veliko umetniških smeri, recimo od dobrega obvladovanja akademskega realizma, ekspresivnega krajinarstva, ekspresivne figuralike, do pop-arta, ki je v začetku 70-ih let pljusknil z druge strani oceana tudi v slovensko območje, do recimo ekspresivne figuralike sodobnega časa. Zanimiv vidik Novinčevega slikarstva jaz vidim v tem, da je slikar z obema nogama v današnjem času, medtem ko njegovi motivi na nek način kličejo današnji čas, čase, ki se zdijo pretekli. Pogostokrat so njegovi motivi krajinski, recimo takšni, ki so pravzaprav v najožji zvezi s kakšnimi pastoralnimi občutki. Dejansko je poudarek v njegovem delu, tako kot ga jaz vidim, v tem, da nam na nek način, to pa mu omogoča njegova kraljica med likovnimi izraznimi sredstvi, to je barva, prikaže ta pravo atraktivnost običajnega, ker se atraktivnosti običajnega v vsakdanjem življenju enostavno ne zavedamo.
V načelu obstajata od nekdaj pa do danes tako kot samo dve vrsti slikarjev. Eni so tisti, ki jih živo zanima zunanji svet, ga proučujejo, raziskujejo in opisujejo. Oni razumejo sliko kot, rečeno z Albertijem, okno v predmetni svet. Rekli bi jim lahko, da so to ekstraspektivni slikarji. Drugi so tisti, ki jih veliko bolj od zunanjega zanima notranji svet. Ti drugi razumejo sliko kot ekran, na katerem se odvija njihovo notranje življenje. Običajno je temeljno likovno izrazno sredstvo teh drugih likovnih ustvarjalcev barva. Introspektivni tip je doma v propulzivnih, raziskovalno-intenzivnih dobah, ki verjamejo vase, medtem ko so introspektivni tipi likovnih ustvarjalcev doma v tistih dobah, v katerih se človek počuti negotovega in skuša na nek način priti do razlage in do ugotovitve smisla svojega bivanja. Na nek način bi lahko rekli, da Franc Novinc kot likovni ustvarjalec v sebi združuje oba ta dva tipa. Po motivni plati je ekstraspektivno usmerjen na motive, ki so deloma aktualni, deloma so na nek način že del preteklosti. Recimo v njegovih delih nastopajo krajinski motivi, motivi žabarjev, ki jih mi danes skoraj da več ne poznamo, motivi kresne noči, praprotnih semen, tako kot ene vrste klic divjine v tale sodobni, visoko tehnologizirani svet. Skozi me je zanimala moja narava okrog mene, niso me zanimale narave, ki v njih nisem preživel skoraj nič časa. In to daje to povezanost. Povezanost z drugo naravo je meni malo tuje, čeprav jo občudujem, ampak nikoli pa me ni tako prevzela, da bi rekel, to je pa nekaj mojega, nekaj, kar sem jaz odkril, ampak sem zmeraj hrepenel po tem, da bi doma nekaj odkril. In tudi, kadarkoli sem potoval in me je težko tako prevzelo, da bi lahko živel v drugi naravi. Mislim, da bi bilo to neko siromašenje mojega gledanja na svet in da bi se v mene naselil nek tujek, ki ga ne bi tako razumel, niti me ne bi tako navdušil. Zato se me je ta domača narava zmeraj bolj in bolj prijemala. In seveda tukaj sem videl, da je tukaj izhod za mene, ker sem zrasel in razumel pač to okolje in me je to pritegnilo in sem jo začel preko teh stvari, ki sem jih res poznal, spoznavati, pol mogoče še kakšne druge stvari. Sem pa naletel na nekatere stvari, ki sem jih videl, pa so bile lepe, ampak me niso v tem smislu prevzele, kot me je domačo drevo, domača zemlja, domači ljudje.
v tem času, ko sem jaz to zasledoval, pa so se te stvari odpirale, so bile izredno dragocene v dogajanjih, bile so to noči, bile so to neke svetlobe, ki jih drugače ni bilo. In vse te stvari so lahko zelo, zelo blizu človeku in človeštvu veliko dajajo. Kar se tiče načina obdelave teh romantičnih, starinskih ali pa običajnih motivov, je pa novinec nekaj čisto posebnega. Je pa strašno intenziven, ekspresiven avtor, katerega glavno likovno izrazno sredstvo je barva. Jaz bi lahko rekel, da je novinec gotovo, ali pa da profesor Novinc gotovo spada med najbolj intenzivne slovenske koloriste, kar jih sploh je. Jaz bi rekel tako, da ima v svojih žepih cele kopice neslovenskega kolorizma, ki pa prav lepo paše na slovenske krajine, na običajne, recimo kmečke običaje pred žetvijo, med žetvijo, na nove in nenavadne načine predstavitve, recimo ajdovih polj, cvetočih gozdov, mrestov v ločju in tako naprej. Barva ni samo barva, ampak da je nosilec nečesa večjega, da je nosilec občutka. Če se to ne združi lepo, potem je slika razpadajoča, se ne poveže v eno bistvo, v izraznost, in to izraznost skozi iščemo in skozi bolj, in čim bolj se odmikamo od gledanja vsebinske narave, kar ni tako pomembno, da je barva osrka tisto moč, ki jo lahko ima, če jo pravilno čutimo, in da veliko izpovedno moč, nekaterim pa zadostuje tonsko. Jaz imam pa raj te barve, ki povejo nekaj o sebi, oziroma povejo o tistem, kar si jim jaz dal, in takrat se stvari začnejo boljšati. In velikokrat je potem tako, da samo še skica nastane v naravi, spomin je tako že ojačan, da se lahko stvari delajo že v ateljeju in da se samo občasno še vračamo v naravo, in seveda to bistvo spoznavanja narave se pa vedno obrestuje, ker narava zmeraj opozarja, zmeraj ima veliko zagona, ima veliko skrivnosti in je v teh ozirih neizčrpna, ker vsak človek lahko črpa z narave, in to je tisto bistvo, da se ne približamo skozi neko ilustrativnost, ampak skozi neko duhovnost, ki jo lahko nosi v sebi slika, in če ima to, je potem že na nekem pohodu, da se bo slika razvijala v pravo smer, da ne bo ostala samo ilustracija.
Razstava Franca Novinca v galeriji Prešernove hiše ima prav poseben značaj. Najprej zaradi tega, ker gre za dela na papirju, ki so po eni strani študijska dela, na drugi strani pa samostojne umetnine, dokončane. Posebno je tudi zato, ker kljub temu, da obsega dela v zadnjih 40 let njegovega življenja, v ta razpon, ni tukaj prednost neka kronološka predstavitev, kljub temu, da gre za 80-letnico njegovega praznovanja, ne? Ampak gre za to, da se kar se da najbolj intenzivno poudari element, ki zapravo od vseh slovenskih umetnikov povezujemo ravno z Francem Novincem, in to je barva. Se pravi, ta barvna intenziteta, ki v bistvu seva iz sten galerije Prešernove hiše, prežema gledalca, ne, in na ta način sporoča v bistvu to različno vsebinske pristope in bistva Novinčeve umetnosti. Pri motivih niha od, bi rekel, nekega novega realizma, nekih prepoznavnih motivov, do povsem nekih intimnih izborov. Vsi pa so nekje izseki iz krajine, nabrani v okoljski krajini, tega območja, kjer živi Godišiča, Škofje Loke. In zanimivo je, kako raziskuje tudi posamezne fragmente določenih, naprimer njiv ali pa gozda ali pa drevesa, in jih popolnoma skozi neko intimno doživljanje, z nekim obogateno s nekim spominom zgodb, ki jih nosi svojega otroštva, svojega življenja, ko jih prikaže na popolnoma drugačen način in jih obogati s to intenzivno barvo, tako doseže fantastičen efekt. Posebnost Novinčevega opusa so tudi figuralne upodobitve. Nismo jih velikokrat videli na dosedanjih razstavah, ampak dovolj jih je, da je v okviru te razstave predstavljen en razstavni prostor oziroma posvečen razstavni prostor zgolj različni tipologiji aktov. Od recimo takih, ki se komaj ločujejo od akademijske figuralike, do tistih, ki jih v celoti prežema duh pop arta. Gotovo je to, lahko rečem, figuralika, ki je v slovenskem prostoru nenavadna, neznana in tudi ne velikokrat pokazana. V Himalaji sem bil udeleženec odprave na Mont Everest. Bilo je 12 alpinistov, precej nosačev in seveda pa šerpe, ki so bile povezane z alpinistom, so skupaj osvajali vrh. Stvari so se zapletale, pa se je zasnilo, pa so prišli vetrovi, viharji. Tam je res vse drugače kot tle, pa se stvari začnejo kopičiti, narava pove, koliko je močna, in takrat človek tam občuti, da je majčken. Včasih zvečer, ki je sonce zahajalo, so nastale take abstraktni zahodi, da lepše abstrakcije še nisem videl.
Ampak tako hitro minil, v parih minutah, neverjetna lepota. Smo tako bili tam vsega skupaj 3 mesece pa pol. Jaz sem hodil risati, kolikor časa je bilo še toplo, sem delal z akvarelom ali pa s tušem. Za tuš je bilo rečeno, da te barvne tuši, rdeč, zelen, pa to, da hitro zbledijo, da so pa te črni bolj obstojni. Če pa zmrzuje, je pa ta tudi problematičen. Nek ima tekočine vse, ko mora imeti dodatke, boga kakšne za to, da ni voden preveč. Drugače pa, če bi še enkrat šel gor, bi vzel s sabo kakšne barvne krede, ker to niso odvisne od mraza. Potem bi vzel s sabo akrile za nižji dol, pa mogoče kakšne specialne, da bi imeli v sebi kakšno stvar proti zmrzavi. Gilbert Chesterton pravi v svoji knjigi Pravovernost, da zato, da bi videli sonce kot čudež, ni potrebno novo sonce, ampak nova pozornost. Meni osebno se zdi, da je tale stavek kot na kožo pisan Novinčevemu slikarstvu. Tudi novinc ne rabi novih motivov, novih stvari, ki jih slika, ampak novo pozornost. Ta pozornost prihaja navzven s pomočjo barve in na nek način bi si človek pravzaprav predstavljal, da v tako dolgem slikarskem življenju in delovanju da ima slikarska energija svojo kulminacijo, ki gre na koncu v zaton. Pri novincu nič od tega ni mogoče opaziti. Zadnje slike iz lanskega ali letošnjega leta imajo tako rekoč energetski potencial, ki v ničemer ne zaostaja recimo za potencialom prejšnjih let. Še vedno se mi zdi, da so njegovi horizonti odprti in recimo prostor, ki na tej razstavi predstavlja njegova zadnja dela, je živ dokaz za to, da je njegova slikarska energija tako rekoč še vedno v vzponu in barva še vedno adut, na katerega lahko stavi.